Gospod Prebilič, vi pravite, da se boste zavzemali za vrnitev spodobne politike v slovensko državo. Kaj je zdaj po vaše pri sedanji politiki nespodobno in dober večer? Dober večer in lep pozdrav iz Kočevja. Nespodobno je to, da praktično v slovenski politiki nikogar več ni sram za različna dejanja, ki so bile včasih še popolnoma nepredstavljiva. Treba je politiko umakniti iz tabloidnih strani in predvsem politiko narediti v navednicah dolgočasno, a hkrati atraktivno v iskanju rešitvah. Torej jaz ocenjujem, da politika ne sme biti povsod prisotna, da mora biti samoomejevalna in predvsem mora ustvarjati pogoje, da se bodo ljudje pa tudi gospodarstvo počutili dobro in lahko tudi ustvarjali. In za kakšen politični diskurs se potem zavzemate vi, ne? Janeza Janšo recimo moti izključevanje med strankami že pred parlamentarnimi volitvami in vi ste sodelovanje z njim po volitvah že vnaprej izključili. Kakšna sprememba diskurza je potem to, če vi isto napoveste že prej kot vsi ostali vaši konkurenti? Torej, pomembno je razumeti razliko med oblikovanjem koalicij in pa iskanju sodelovanja pri strateških vprašanjih. Kar danes gledamo je, da je praktično opozicija in koalicija tako razdeljena, da med seboj ni sposobna doseči popolnoma nobenega konsenza, tudi o najbolj pomembnih vprašanjih, recimo oboroževanje ali pa recimo demografija, konec koncev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. To je treba spremeniti. Seveda to ne pomeni, da nekoga povabiš v koalicijo, pomeni pa, da ga spoštuješ, da ga ceniš in da skupaj z njim iščeš rešitve na najpomembnejše vprašanje, ki so za vse državljanke in državljane še kako pomembna. Je vaš najresnejši nasprotnik na volitvah Robert Golob, mu želite vzeti primat na levi sredini, kar bi vas lahko postavilo v položaj, da se po volitvah znajdete kot kandidat za sestavo naslednje vlade? No, seveda gre vsak na volitve za to, da doseže čim boljši rezultat. Trenutno smo v fazi, ko moramo programsko še zasnovati vsa vprašanja in pa predvsem predstaviti ekipo. Prepričan sem tudi, da bomo z argumenti čim bolj uspešni, kar se pa tiče naših ciljev in pričakovanj. Seveda, mi bi si želeli biti ambiciozni, kako bomo ambiciozni, pa bo predvsem odvisno od nas, ali bodo volivke in volivci v nas videli alternativo. To, kar gledamo, je žal ena oziroma druga plat popolnoma istega kovanca. Poglejva, kaj je ob nastanku vaše stranke danes povedal predsednik vlade in Gibanja Svobode Robert Golob. Jaz mislim, da je vsaka stranka, ki nastaja, jo je treba imati resno. Resno tudi z vidika tega, da če bodo prišli v parlament, se bomo z njimi pogovarjali o sodelovanju kasneje. V tem trenutku karkoli drugega reči je prezgodaj, ne poznamo imen, ne poznamo programa, poznamo samo ime. Predsednik vlade Golob bi se z vami pogovarjal kasneje po volitvah. Se boste vi pogovarjali z Golobom po volitvah, če bo protikorupcijska komisija pri njemu zadevi Bobnar ali Karigador ugotovila kršitev integritete? No, jaz mislim, da je dolžnost v politiki vedno se pogovarjati, ampak ukolikor se zgodi to, kar ste sami zdaj povedali, potem samo ocenjujem, da je to tako imenovana rdeča črta. V slovenski politiki smo že imeli prakso, ko se je to zgodilo in tedaj so bile tudi jasne posledice. Jaz želim in upam in celo verjamem, da v Sloveniji znamo primere meriti z istimi vatli in to pomeni seveda veliko težavo za sodelovanje na bodoči politični poti. Je ta črta rdeča tudi v primeru bo rdeča po volitvah, če bo ključno ali bi Gibanje Svobode sodelovalo v vladi in bi bil to pogoj za oblikovanje levo-sredinske vlade, ne, da jo drugače ne bi mogli oblikovati. Če bo protikorupcijska komisija ugotovila, da je predsednik vlade in Gibanja Svobode kršil integriteto, ali boste potem pogledali v stran in rekli, glejte, samo zato, da imamo levo-sredinsko koalicijo, lahko sodelujemo z Gibanjem Svoboda, ki ga vodi Robert Golob? No, jaz mislim najprej, da vsakdo, ki vstopa v politični prostor, se mora zavedati, da je rok trajanja življenja v političnem prostoru omejen. Torej, vsakdo je nadomestljiv in vsakdo je pogrešljiv. Drugič, verjamem, da Gibanje Svoboda razume, kako pomembno je, da se spoštuje pravni red, pravne okvirje in institucije v naši državi in da bodo tudi sami razumeli, da lahko mogoče kdo drug to stranko popelje bodisi v vlado ali na volitve. Sam ocenjujem, da moramo, to je del tiste spodobnosti, o kateri so se uvodoma pogovarjali, spoštovati načela pravne države in neodvisne institucije in sam vidim tukaj res velik izziv in gledanje stran nikakor ni rešitev tega.
tega, saj če bi gledali stran, potem preprosto podremo vse, kar nas povezuje, to pa je vladavina prava. Ampak, gospod Prebilič, v čem ste vi drugačni od Golobovega gibanja Svoboda? Ne, tudi vi v politiko vstopate kot nova stranka pol leta pred volitvami, podobno tako kot Golobovo gibanje Svoboda. No, jaz sem prepričan, da je kar velika razlika med nami, namreč mi smo si standarde integritete in spoštovanja pravne države napisali v našo temeljno listino in tukaj ne bo nobenega popuščanja. In drugič, vstopamo v politiko kot nekdo, ki smo že bili v politiki. Zdaj, pri Gibanju Svoboda se mi zdi, da je bilo manj teh ljudi, ki so imeli veščine in znanje z političnega življenja. Pri nas pa, kot je bilo omenjeno v prispevku, so to ljudje, ki znajo in poznajo politično obrt in se znajo lotiti teh stvari malce drugače. Kaj pa sodelovanje z Levico, ki gre na volitve zvestno, ki vas je podpirala na evropskih volitvah? Pride v poštev po volitvah ali ne? No, jaz moram povedati, da moramo najprej programsko te stvari natančno pogledati. Sam pa vidim seveda dva zadržka, ki nista nepremostljiva. Prvi je seveda ta, da gledamo drugače na vzpostavljanje konkurenčnega okolja in spodbujanje gospodarstva, kot gleda to Levica danes. In drugič, seveda tukaj imam zadržke tudi z področja oboroževanja, o katerem smo se danes že pogovarjali. Namreč stranka, ki je v vladi, seveda bi pričakoval od nje, da bi vsaj kaj storila v tej smeri, kar ima tudi zapisano v svojih programskih izhodiščih, pa očitno temu ni bilo tako. Ampak vendar, to niso tako nenadomestljive ali pa nepremostljive ovire, da se ne bi pogovarjali in videli, ali lahko ta stališča zbližamo v prihodnje. No, na Facebooku ne, to sem vas vprašal zato, ker se je zvečer na ustanovitev vaše stranke odzvala tudi koordinatorica Levice Asta Vrečko, ki vam očita izključevalne izjave proti Levici. Kot je zapisala, ste za nekoga, ki naj bi presegal delitve, presenetljivo hitro zagrabili enega glavnih retoričnih trikov desnice, strašenje pred domnevno skrajnostjo Levice. No, zapis marsikaj pove o avtorju tega zapisa. Jaz nisem bil ničemer v svojih stališčih nespoštljiv. To, da imamo drugačne poglede in stališča, mislim, da je stvar temeljne higiene v demokratični državi. Mene pravzaprav preseneča tako oster odziv in napad na stranko, ki je bila komaj ustanovljena. Pričakoval bi, da bi vsaj morda povprašali ali se pogovorili o teh mojih zadržkih, ki sem jih izpostavil, ne pa da seveda že takoj na prvo žogo smo najslabše možno v naši državi, pa tu izhodili še nismo. Jaz svetujem manj napetega obnašanja, malo več preudarnosti in potrpljenja, pa predvsem več komuniciranja. Vaša nekdanja stranka, s katero ste bili izvoljeni za evropskega poslanca, vas poziva naj v luči politične integritete, glede na to, da ste ustanovili novo stranko, ponovno razmislite o vračilu mandata evroposlanca, ker ste bili izvoljeni kot kandidat Vesne. Boste to storili? No, jaz sem bil izvoljen na listi, ki je bila sestavljena kot koalicija mene osebno in stranke Vesna. Plus, naj povem, dokler bom opravljal svojo nalogo evropskega poslanca, bom to delal v poslanski skupini Zelenih v Bruslju, o čemer smo se tudi temeljito pogovorili. In to je najpomembnejše. Hkrati naj dodam, da sem dobil preko 53.000 referenčnih glasov, kar pomeni, da so volivke in volivci res namenili izdatno podporo meni. Stranka Vesna pa seveda bo dobila ta mandat takoj v trenutku, ko se bo pojavila nezdružljivost, to pa je moja izvolitev v državni zbor. Torej, ničim ne bo ušlo, mandat bo vsekakor tudi njihov, ne pa počakajo, malenkost pa bo tudi to rešeno. Gospod Prebilič, na ustanovnem kongresu stranke sta imela uvodni video nagovor tudi nekdanja predsednika vlade Miro Cerar in Anton Rop, pa Vesna Godina. Kakšne bodo torej njihove vloge? Se lahko znajdejo tudi kot kandidati za ministre, če boste v poziciji, da sodelujete v vladi? Danes je nemogoče povedati niti kakšen bo naš volilni rezultat, še manj katere resorje bomo imeli in ali bi lahko potem te osebe kandidirale na te resorje. Lahko pa nekaj zagotovo zatrdim. Vse osebe, ki so bili danes predstavljene v video nagovorih, so osebe, ki so strokovnjaki na svojih področjih in moje sporočilo je preprosto. V politiko je treba vrniti nazaj strokovnost in predvsem politika mora se naučiti tudi poslušati tiste, ki vedo kaj več od politikov samih. In tega najbolj manjka ta trenutek slovenski politiki. Pravite, da ste v stranki tudi za zagotovitev konkurenčnosti gospodarstva. Kako si to konkretno predstavljate? Sedanja vlada je napovedovala razbremenitev plač, pa tega ni izvedla. SDS je predlagal dvig dohodninskih olajšav, kar bi zaposlenim prineslo več denarja. Kakšen je vaš konkreten pristop?
Torej, 3 stvari je treba nemudoma rešiti. Prva stvar je, da je potrebno delo razbremeniti v Republiki Sloveniji in obremeniti premoženje. Torej, mi bomo potrebovali normalen, recimo temu navednicah, premoženjski davek v Republiki Sloveniji, ker premoženje je najnižje obremenjeno v Evropski uniji. Drugič, potrebno bo vzpostaviti stabilno okolje, torej mi moramo imeti predvidljivo davčno okolje, predvidljivi mora biti trg zaposlovanja, ne pa da se stvari nenehno spreminjajo. In tretjič, kar se mi zdi tudi zelo pomembno, mi moramo biti intenzivnejši pri privabljanju tujih neposrednih investicij. Namreč v tem delu smo zelo zaostali. Dam sam primer, mislim, da Kitajska praktično v vseh državah našega sosedstva postavlja podjetja, samo ne v Republiki Sloveniji. To verjetno nekaj pove o tem, kaj si mislijo o našem gospodarskem okolju. Pod črto pa še ena stvar, nujno potrebno bo spremeniti ravnanje s prostorom, torej vse predolgi so postopki pridobivanja gradbenih in drugih dovoljenj in me čudi, da v vsem tem času na tem področju ni bilo storjenega praktično ničesar. Gospod Prebilič, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala za povabilo.